Torej, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, zainteresirana javnost, lepo vas pozdravljam na 4. redni seji Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani. Ugotavljam, da nas je 31 in da smo sklepčni, bom verjetno za proceduralni sklep, ne? Ga bom reči, do tega ni panike. Tako da, dajmo kar hitro že to našo ustaljeno prakso, našo malo igrico. Dajem jaz torej na glasovanje proceduralni sklep, ki se glasi, torej Študentski zbor ŠOU v Ljubljani dovoljuje audio in video snemanje, dajmo kar oboje skupaj. Kdo je za predlagan proceduralni sklep? Kdo je proti, oziroma dajte še enkrat, sorry. Dej, preštej, prosim. Ok, 23, kar pomeni, da je zagotovljena večina, kar pomeni, da se lahko snema. Tako da zdaj sploh ne bomo šli naprej na ali sam audio, sam video, tako da lahko oboje. Tole imamo pred sabo, evo, samle. Čigav je? Aha. Tvoje? Ok. No, pol pa vas lepo pozdravljam, torej to je prva seja v novem študijskem letu. Naj takoj na začetku povem, da smo torej, glede na to, da smo vkorakali v novo študijsko leto, izvedli ta namen tudi kolegi predsednika zbora. Takrat smo se tudi malo pogovarjali z vodnimi poslanskimi skupinami, kako bi v bistvu, kako oni vidijo, kako bi najbolj izboljšali delovanje v torej drugi polovici našega mandata. Nekako smo se skupaj začrtali neko idejo, da probamo čim bolj vsebinsko delati, da se odpira različne vsebinske tematike, ampak več o tem tudi v nadaljevanju. Vabilo, predlagani dnevni red in gradivo ste dobili po elektronski pošti. Glede na to, da je danes malo taka posebna sui generis seja, naj na začetku tudi malo povem, zakaj je posebna. Torej vemo, da na 3. redni seji, ki je bila v koncu maja, sta bila 2 točki prekinjeni. Seja se je dokončala do konca sicer, ampak 2 točki sta bila prekinjeni, ker ni bil dosežen kvorum. V ta namen se bosta torej na današnji seji se bosta dokončali. Nekaj več bom tudi pol povedal torej pri samih točkah, ampak samo da veste, kaj to pomeni druga obravnava dokončanja prekinjene točke, ker o tem se bo tudi zdaj glasovali, ker bomo govorili o dnevnem redu. Verjetno ste videli, da se je dnevni red tudi spremenil, ker je torej poslanska skupina Glas in njihova vodja skupine je predlagal torej točko dnevnega reda. Njihov predlog je imel vse vsebinske predpostavke in po poslovniku sem jo potem tudi umestil na dnevni red. Tako da samo mogoče, da ste pozorni na to, da se zdaj dnevni red spremenil od prvega vabila, ste dobili tudi drugo vabilo. Tako da zdaj dajem torej na glasovanje, da se torej poslanski zbor potrjuje predlagan dnevni red, ki se zglasi torej potrditev zapisnika 3. redne seje Študentskega zbora, spremembe poslovnika Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani, druga obravnava, dokončanje prekinjene točke, sprememba statuta ŠOU v Ljubljani, prva obravnava, dokončanje prekinjene točke, pokojninska reforma, 4. točka, 5. točka poslanske pobude in vprašanje in na koncu tudi 6. točka, točka razno. Kdo je za predlagan dnevni red? Kdo je proti? Je kdo vzdržan? Ok, ugotavljam, da je bil torej spremenjen dnevni red soglasno sprejet. Preden gremo na prvo točko dnevnega reda, kot vedno, bom tudi povedal, da torej vsi predlagatelji in vsi potem, ko bojo razpravljali, naj se omejijo oziroma naj spoštujejo poslovnik glede omejitev, kar se tiče
govorjenja, torej predstavniki, predlagatelji točk 10 minut, potem pa krogov razprave 5 minut, posamezne replike 1 minuta, vse to smo se že do zdaj kar navadili. David bo tukaj tudi štopal, da bo vse tako, kot mora biti. Potem pa gremo na potrditev zapisnika tretje redne seje. Ima kdo kakšno pripombo na sam zapisnik? Ne, potem pa ugotavljam, ker ni želje po razpravi oziroma pripomb na zapisnik, da je torej skladno s 4. odstavkom 70. člena poslovnika zapisnik potrjen. Kar pomeni, da gremo lahko potem tudi na drugo točko naše redne seje današnje, torej sprememba poslovnika študentskega zbora šol v Ljubljani, druga obravnava, dokončanje prekinjene točke. Tle je mogoče en uvod tudi še z moje strani, kakor vemo, ker na to, da je to torej dokončanje prekinjene točke, to pomeni, da danes nadaljujemo na tisti točki, ki smo nazadnje ostali. Ne vas malo spomnim, glede na to, da je že kar nekaj časa minilo od tega, ko smo od torej tretje redne seje. Na začetku smo imeli predlagatelja, ki je nekaj povedal o sami točki, potem pa glede na to, da sta bila 2 amandmaja, se gre vedno se glasuje o amandmajih. V enem amandmaju se je glasovalo, to je bil amandma strani poslanske skupine Modro za študente. Ta amandma ni bil sprejet in zato naj bi se šlo torej glasovati o naslednjem amandmaju, ki je prispeval, to je bil pa amandma strani poslanske skupine Povezani. Ampak glede na to, da torej so nekateri poslanci takrat zapustili samo sejo, se je točka prekinila in na tisti točki, ki se je prekinila, bomo danes nadaljevali, kar pomeni, da na začetku bo prišel, torej sklepam, da vodja poslanske skupine Matic Jelen, ki bo nekako obrazložil na kratko njihov amandma, ga bo vsebinsko probal obrazložiti. Na to bomo glasovali o samem amandmaju in če amandma ne bo sprejet, potem gremo torej na izvorno točko, to je pa torej točka oziroma sprememba torej poslovnika 119. člena, kot ga je predlagala poslanska skupina Glas. In potem jaz tudi bom v primeru, da torej amandma ne bo sprejet, vabim torej tudi predstavnika poslanske skupine Glas kot predlagatelja. Čeprav je, če damo že spet malo čas nazaj, je poslanec Špindler že govoril, ampak glede na to, da je nekaj časa že minilo od tega, ga vabim, da še enkrat malo pove, ampak res probe strniti, ker načeloma si že nekako povedal, ampak sam, da se obnovi tiste key points. Zdaj pa Matic Jelen, kar vabim te k besedi. Ja, hvala za besedo, predsedujoči, spoštovane poslanke in pa poslanci. Od prejšnje seje je minilo že skoraj pol leta. V tem času je potekal tudi kolegij predsednika zbora, zato ocenjujemo, da pogoji, v katerih je bil naš amandma vložen, danes niso več isti. Verjamem, da so spremembe poslovnika, da jih je treba pripraviti premišljeno, v dialogu in pa s sodelovanjem vseh poslanskih klubov. Le tako bomo oblikovali rešitve, ki bodo dolgoročno krepile delo in pa ugled zbora. Zato danes v pričakovanju nadaljnjega usklajevanja in pa iskanja skupnih rešitev naš amandma umikamo. Hvala. Okay. Če potem amandma umaknem, potem pa vabim torej poslansko skupino Glas, da torej na kratko strnejo, potem pa dokončamo sejo. Jakob Špindler, poslanski klub Glas. Najprej bi rad pohvalil to odločitev iz strani skupine Povezanih. Smo prijetno presenečeni, da nam ni bilo potrebno poslušati o zdravi kmečki pameti in o postavljanju interesov funkcionarjev pred interese študentstva. Tako da, ja, mislim, da je to absolutno pozitivna odločitev, in upam, da nakazuje na smer reševanja
tega spora, ki se res zdaj na tej točki, kot sem že govoril, nadaljuje že toliko časa. In ja, res sem si že na prejšnji seji vzel toliko besede, da iskreno se nočem preveč ponavljati. No. Zdaj tudi verjetno, če ste zavrnili vse amandma modrih, ne vem, kako nameravate o naši originalni spremembi glasovati. Modri vem, da ste se izrekli, da bi tudi jo podprli. Ampak ja, gre se za to, torej spet, da se dovoli medijem to, kar bi rabili biti itak dovoljeno, da lahko snemajo seje in da je dovoljeno torej študentski javnosti biti obveščeno o tem, kako se porablja njihov denar. Gre se tudi o tem, da poslanci in poslanke izpolnimo to res spet osnovno dolžnost biti javne osebe in javno zagovarjati stališča naša in interese študentstva. Upam, da se v tem strinjamo. No. Tako da mislim, v skupini Glas smo že predstavili naš predlog specifično, o čem se gre, zakaj je tako beseden, tako da bi vabil, če imate kakšno dodatno vprašanja, pripombe, tudi da napoveste, kako boste glasovali, da se lahko vnaprej že malo odpre debata. Še posebej pa tudi, ja, mislim, se zelo strinjam, pejmo v vseh treh skupinah najdete eno rešitev, ampak bi pa še enkrat poudaril, amandma modrih je bil že tisti kompromis med stališčem, da so seje odprte za snemanje in stališčem, da pač ima šov tle vseeno roko čez. In to je, lahko pravim za skupino Glas, to je zadnji kompromis, na katerega bi pristali. Tako da, če se nekaj v tej luči lahko še enkrat odda, za naslednji predlog spremembe bi pač v Glasu spet podprli, tako kot smo že zadnjič. Ampak, ja, to bi bilo po z moje strani, zdaj pa spet spodbujam vprašanja, dodatke, karkoli. Hvala. Imamo koga, ki bi se prijavil k besedi v prvem krogu? No, naj še enkrat tudi povem, torej o snemanju sej seveda tekla beseda tudi na kolegiju. Tako kot je danes že povedal, je poslanec oziroma predstavnik poslanske skupine Povezani Matic Jelen rekel, da torej, če bi prišla neka usklajena pobuda, da bi oni to sprejeli. Jaz to zelo toplo pozdravljam, ampak danes je nekako glede na to, da je tista točka bila že na dnevnem redu in je pač treba dokončati, je danes o tem treba glasovati. Če pa v primeru to ne bo sprejeto, se pa jaz zavežem, da lahko že naslednji dan skličem še en kolegi predsednika in pač skupaj spet to pogledamo, da se pač to enkrat, jaz temu rečem, kar neka burleskna situacija, enkrat za vselej končano. Torej, pol nimamo nobenega v prvem krogu, imamo mogoče kakšnega v drugem krogu. Moram, da se poslovnika. Torej, potem pa dajem na glasovanje dajem sklep, ki se glasi: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani sprejema amandma poslanske skupine, oziroma se opravičujem, sprejema torej spremembo poslovnika, predlagano strani poslanske skupine Glas k 119. členu poslovnika študentskega zbora. Kdo je za predlagan sklep? Naj povem, da glede na to, da je to sprememba poslovnika, se potrebuje 2/3 vseh poslancev. 23. No, kdo je proti oziroma vzdržan? Dobro. Ugotavljam, da torej, glede na to, da ni bilo 2/3, je danes, upam, da samo danes ta sklep ni bil izglasovan. Če jaz tukaj še nisem rekel zadnje, tako da res upam, da lahko pač najdemo neko skupno rešitev in da to enkrat za vse končamo.
Torej, potem pa preidemo kar na tretjo točko dnevnega reda, to pa so spremembe statuta šol v Ljubljani. Tukaj gre za prvo obravnavo. Tudi ta točka je bila pa v prejšnji seji v celoti prekinjena, kar pomeni, da gremo tukaj od začetka. Kot sem to že parkrat povedal, po prvem branju gre vedno samo za neko seznanitev. Tudi, ko se glasuje, da je študentski zbor seznanjen. In potem vedno pride, po prvem branju vedno pride še drugo branje. Tukaj pa vabim k besedi, če to še vedno ostaja, torej predlagatelja te točke, to je poslanec Filip Gasar, ki naj pride in nekako obrazloži svoj predlog. Tako, ja. Jaz sem Luka Maretič, poslanski klub Glas, nadomeščam našega tovariša, poslanca dr. Gasarja, ki je danes odsoten, tako da bom jaz predstavljal to točko. Gre za spremembo statuta šol. V poslanskem klubu smo podali ta izredno kratek predlog spremembe, ki bi v bistvu bistveno pripomogel k temu, da naša organizacija ne bo več delovala v nasprotju z pravilniki ŠOS-a in tudi pomembneje zakoni Republike Slovenije. V trenutni obliki ta 4. člen statuta opredeljuje šol Ljubljani kot osebo zasebnega prava, kar je v direktnem nasprotju 70. členom študentske ustave. Zdaj samo malo konteksta za mogoče tiste, ki ne veste, ampak to je 1. člen pod naslovom študentske organizacije univerze in njegov prvi stavek se glasi, da študentska organizacija univerze je pravna oseba javnega prava, torej gre res za nek bolj formalni popravek tega. Zelo podobni citati so pa tudi v 7. odstavku 3. člena zakona o skupnosti študentov, ki nam daje še več te pravne podlage. Potem tudi, direktor Klasinskega danes ni tle, je tudi že, na eni seji nazaj ali 2 seji nazaj je tudi rekel, da šel praktično to že dela v skladu s tem, torej da je za leto 2024 na IPES-u oddala vsa poročila, kot da bi bila oseba javnega prava. Tako da gre samo za en popravek, danes je tudi prvo branje, mislim, da ste tudi na kolegiju oba poslanska kluba se dosti strinjala s tem popravkom, tako da predvidevam, da tle ne bomo se veliko vlekali okoli tega. Tako da to je samo uvod, če imate pa kakšno vprašanja, pa jih bom odgovoril. Okay. Hvala, Luka. Hvala poslanskemu klubu Glas za predlog. Kot je tudi sam izpostavil poslanec Maretič, da smo se o tem tudi že pogovarjali na kolegiju, tudi mi interno smo se, torej lahko tle govorim v imenu poslanske skupine Modro, smo se zavedali, da trenutna ureditev tudi ni najbolj optimalna, tako da bomo šli tudi v tej smeri. Kakor smo tukaj že tudi na kolegu rekli, jo bomo malenkost amandmirali, tako da bomo čim bolj sledili zakonodaji. Ampak definitivno se pa strinjamo kot seznanitev, pa da potem gre še na drugo sejo. Ima še kdo kakšno, da bi karkoli razpravljal glede tega v prvem krogu razprave? Ne? Moram zaradi poslovnika, bi kdo v drugem krogu? Ne? Dobro, potem pa dam na glasovanje sklep, ki se glasi, torej naj še enkrat preden glasujemo, to je danes sam seznanitveni, potem pa pride v naslednjem krogu, pa pride tisti, ki na koncu zakoliči stanje kot tako. Torej, študentski zbor šol v Ljubljani se seznanja s spremembami in dopolnitvami statuta šol v Ljubljani. Kdo je za predlagan sklep? Kdo je proti? Kdo je vzdržan? Super, ugotavljam, da je bil sklep soglasno sprejet. Zdaj pa prehajamo na 4. točko, poimenovana pokojninska reforma.
To sem dobil, torej ta predlog točke, kot sem že povedal, je prišla torej strani poslanske skupine Glas. Ne na začetku povem, ne glede na vsebino ali pa karkoli, sem zelo vesel, da se nekako tudi sledi temu, kar smo se tudi malo pogovarjali na kolegiju, da pač se res dela vsebinsko, tako da res pohvale poslanskemu klubu Glas in tudi na tem mestu spodbujam ostale, da se čim bolj aktiviramo v tem preostanku mandata. Zdaj pa, glede na to, da je to, kar se mi zdi neka zanimiva tema, kar ne par opredelitev oziroma nekih napotkov, kar se tega tiče, pa vabim k besedi predlagateljico Mašo Cvetežar, da pač predstavi točko. Hvala za besedo, drage soposlanke, soposlanci. Vlada je pred kratkim sprejela torej to škodljivo varčevalno pokojninsko reformo, ki v bistvu podaljšuje upokojitveno starost za 2 leti, kar pomeni, da bomo delali 2 leti dlje, kar se nas še toliko bolj tiče, glede na to, da imamo še večino delovne dobe pred sabo in pa hkrati spreminja način izračuna višine penzije, kar v bistvu pomeni, da bojo v koncu pokojnine za nas nižje. Zakaj se nam pa zdaj zdi, mogoče se to zdi kot zelo taka oddaljena stvar za mlade oziroma študente, saj to bo šele čez, ne vem, 30-40 let, da bomo mi sploh razmišljali o penziji. No, ampak to je posebej pomembno, da se pač po našem mnenju, da se ŠOU do tega opredeli, ker se ima ŠOU za, kot smo tudi že velikokrat rekli, za demokratično organizacijo, neko napredno organizacijo oziroma napredno institucijo, ki bi mogla neke družbene boje oziroma neke vsebinske stvari, ki se nas tičejo in ki se je aktualno dogajalo, kakor je tudi že gospod predsednik povedal, bi se pač mogel ŠOU do tega opredeljevati oziroma vsaj spodbujati neko razpravo, kar se tega tiče, še posebej, če se tiče študentov. Zdaj pa zakaj mi mislimo, da bi se mogel ŠOU opredeliti proti tej pokojninski reformi oziroma zakaj bi se mogel opredeliti za zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma glede pokojninske reforme. Tle sta čisto preprosti 2 točki. Prva točka je čist sama demokratičnost. Tle se gre preprosto za to, da pač je prav, da se o takih stvarih, kot so naši delovni pogoji, kot so penzije, ki pač vplivajo na naše življenje tako zdaj, še posebej pa pač v starosti, v takem nekem še bolj ranljivem življenjskem obdobju je pač pomembno, da se ljudje sami imajo možnost o tem odločiti, zato tukaj niti ne gre za to, a se mi tukaj kot ŠOU postavimo za pokojninsko reformo ali pa proti, ali pa imamo neke zelo niansirane tejke ali karkoli, tle gre za to, da bi pač ljudstvo samo odločilo o tem, ali si želijo delati 2 leti dlje ali pač ne. Tle se gre za to, za čist nek nivo demokratičnosti, da o to ključnih stvarih, če lahko odločamo na referendumu, ne vem, o penzijah za umetnike in takih stvarih, o takih stvari, ki se tiče popolnoma vsakega izmed nas, je še toliko bolj ključno. Drugi moment, ki je pa zelo pomemben tle, kar se tiče demokratičnosti, je pa tudi to, da je Zveza svobodnih sindikatov naredila anketo, v bistvu preden so se sploh zgodila pogajanja glede te reforme, in sicer ta anketa je pokazala, sicer to je samo med članstvom sindikatov, ampak so to, ta zveza je pač torej največji nek konglomerat sindikatov in predstavlja en velik del slovenskega delavstva. 68% po tej anketi ljudi je proti zvišanju upokojitvene starosti za 2 leti, ne glede na vse. Torej, tudi če so penzije toliko boljše, toliko višje, ljudje niso pripravljeni delati 2 leti dlje. 23% je pa proti zvišanju, mislim, bi pa bilo za zvišanje za 2 leti, če bi bile penzije vsaj 12% višje. To pomeni, da 91% vseh vprašanih je proti temu, je proti zvišanju upokojitvene starosti ob nekih določenih pogojih. In že iz tega vidimo, da pač ljudje temu nasprotujejo ali pa v vsaj večji meri so nekako kritični do tega, zato bi rabila to biti stvar razrešena oziroma potrjena na samem referendumu. Tako da iz tega vidika pozivamo poslance oziroma ŠOU kot tak, da se opredeli in v bistvu podpre zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma, da se o pokojninski reformi odloča narod sam, ne pa da v njegovem imenu odločajo parlamentarci, ki so itak vsi stopili skupaj pod diktatom Evropske unije. Drugi vidik, zakaj pa je to specifično pomembno za študente, je pa preprosto to, da reforma sicer, ki jo radi zagovarjajo, torej iz Ministrstva za delo in tako imenovano solidarnost,
je v bistvu to prehodno obdobje, torej v tem prehodnem obdobju, ko bo reforma sprejeta, bojo neke stvari še ne toliko zelo slabe, ampak po prehodnem obdobju, in to je to, kar bomo mi čez 10 let oziroma več let, ko bomo šli mi v penzijo, doživeli, po prehodnem obdobju bomo pa mi v bistvu trpeli najslabše posledice te reforme in to so poleg daljšanja upokojitvene starosti, slabše usklajevanje z inflacijo, 80% usklajevanje z inflacijo, 20% s povprečnimi plačami, plače rastejo veliko hitreje kot inflacija, kar pomeni, da bojo naše penzije nižje v povprečju in pa drugo, da se šteje za izračun penzije daljše referenčno obdobje, kar pomeni, da namest najboljših 24 let se bo zdaj štel najboljših 35 let, kar pomeni, da mi, ki delamo prekarno, mi, ki delamo študentsko delo preko avtorskih pogodb in podobnih stvari, ko na začetku zaposlitve pač nimaš najboljše plače, nisi še uspel napredovati, vsa ta leta se bojo zdaj štela v izračun penzije, kar pomeni, da bojo penzije v povprečju nižje. Torej, najhujše stvari te reforme bomo doživeli ravno mi, ta reforma hoče šparati na prihodnjih generacijah in to smo ravno mi, študentje, mi mladi in iz tega vidika je ključno, da ŠOU podpre to zadevo, zato vas vse in v bistvu ta reforma špara na nas, na naši prihodnosti, hkrati pa omogoča, da delodajalci še vedno prispevajo 2-krat manj v pokojninsko blagajno, da vlada hkrati namesto, da bi proračunska sredstva namenjala za tiste, ki so delali celo življenje, za tiste, ki bomo delali celo življenje, rajš namenja za orožje. Zato vas vse pozivam in upam, da smo pripravljeni toliko vsebinsko sprejeti nekih stvari in se postaviti na neko smiselno stran in dejansko odpirati debate, ki so relevantne oziroma še toliko bolj relevantne za študentstvo. Tako da moram sklep še enkrat prebrati. Tako bom jaz pa. Ok, pa je to. Hvala lepa. Hvala za besedo, predsedujoči. Maša, prvo bi se ti rad iz srca zahvalil za to poročilo. Zdaj, ena situacija je tu taka, kakor jaz vem, je zbranih nekaj več kot 10 000 podpisov od 40 000. Zdaj, glede na to, da je teren pokazal neko željo potem, hkrati pa tudi ne, je tudi verjetno pri nas neko deljeno mnenje o tej pokojninski reformi. Zaradi tega se kot predsednik ne moramo odločiti 100% za ali proti. In tako si sama povedala, glede na to, da smo demokratična skupnost, bi apeliral tu na poslance, da izrazijo svojo željo po tem, kaj si mislijo o tej pokojninski reformi. Kljub temu pa to je ena izmed prvih resolucij, ki jih lahko na študentskem zboru sprejmemo, vržemo ali pa vzdržimo, tako da se mi zdi to z vaše strani zelo pohvalno. Bi pa tu na tej točki jaz sam pri sebi končal zaradi tega, ker moram povedati iskreno, to je točka, ki ste dodali na dnevni red, jaz o njej nisem bil obveščen, bi pa zelo prosil, če lahko o tej točki govorimo tudi na kolegiju, da se vse poslanske skupine tudi drugič malo bolje pripravijo in da imamo o tem tudi neko mnenje. In to je to. Hvala. Sam ne malo repliciram, o tej točki se je tudi že govoril na kolegiju. Je poslanec Špindler povedal, da nekako razmišlja o tej smeri, tudi povedal je, da torej je omejen rok trajanja, kdaj se lahko podpisi zbirajo, tako da o tem je bilo skomunicirano. Se pa tudi jaz tle strinjam, da so mnenja glede tega tudi, kar se tiče med sindikati nasplošno deljena, tako da tle pa devam tudi besedo torej ministru Tjažu Črnčecu, ki je torej njegov resor je zadolžen za socialno in zdravstvo, to tudi neko delo, ki ga on pokriva in nekako sem ga prosil, da proba narediti neko objektivno, tudi proba objektivno research narediti, neko raziskavo, pa ne, če on kot minister, ki je za to zadolžen, poda neko svoje mnenje. Jaz bi se najprej zahvalil za besedo, hkrati bi se tudi zahvalil Maši za tole predstavitev začetno, tudi predsedniku, da je povedal tudi svoje mnenje. Jaz bom tudi iskreno rekel, da ŠOU v Ljubljani pač podpiramo dialog o vseh družbeno-političnih temah, ki se tičejo študentstva, zato se res zahvaljujem za to predlagano točko. Hkrati bi tudi izpostavil, da na ŠOU v Ljubljani priznavamo napore študentske organizacije Slovenije, glede tega, da se študentsko delo izloči iz let, ki se upoštevajo pri izračunu pokojninske dobe.
dijaki in študenti z opravljanjem študentskega dela dosegajo minimalno pokojninsko osnovo in če se ta leta štejejo pri izračunu višine pokojnine, to pomeni dejansko nižjo pokojnino, tudi kot si omenila na začetnih letih našega dela. Tudi jaz delam prek študenta, tako da to dobro vem. Predlog ŠOS je ministrstvo tudi sprejelo in je tudi vključilo v zakon. Zdaj, če sem jaz prav pogledal, je to 20. člen 9. odstavek. Če slučajno ni, prosim, čim prej popravite. Tako da to. Tudi se strinjam, da kar se tiče reform v prihodnjih letih, se bodo še dogajale, moje mnenje. V naslednjih 30-40 letih Bog ve, kaj se bo še vse zgodilo. In zato jaz sem tle še vse mnenja, da moramo paziti, ko se odločamo o teh zadevah. In pač ne moramo vedeti, kakšna bo prihodnost, no, po domač povedan. Bi pa tle tudi izpostavil še eno pomembno področje za šov v Ljubljani, ki so tudi zajeta v ZUPŠ-2, ki je ravno jutri se bo obravnaval v Državnem zboru. To so ukrepi, kot so dvig subvencije za študentsko prehrano za približno 1 evro, dvig minimalne bruto postavke za študentsko delo na 7,74 evra, prejemanje štipendij tudi v absolventskem letu na prvi in na drugi stopni in hkrati za študente starše bodo štipendijo lahko prejemali tudi v dodatnem letu njihovega študija in tako naprej. Sama kampanja se je začela za zbiranje podpisov že 8. oktobra, traja pa v bistvu zdaj še samo, če se ne motim, 6 dni. Do predloga te točke danes, same pobude o sodelovanju glede te tematike na šov v Ljubljani, jaz osebno nisem nikamor prejel. Prav tako šov v Ljubljani, moram izpostaviti, ni bil vključen v pogovore in aktivnosti glede te tematike. In razumemo, da obstajajo določena nestrinjanja glede teh predlaganih sprememb, ampak za mlade se mi zdi, da se mi trenutno res fokusiramo na ta ZUPŠ-2, da res urejamo študentska področja in tudi v prihodnje si bomo zavzemali, da še z drugimi zakoni in z drugimi ukrepi bomo še lahko bolj izboljšali študentsko situacijo v tej državi tudi na normativni ravni. Zaradi zgoraj predstavljenih točk, predvsem kar se veže na študentsko organizacijo Slovenije in glede tega, da se študentsko delo izloči iz let, ki se upoštevajo pri izračunu pokojninske dobe, bi resor za socialo in zdravstvo še v Ljubljani res pozval vse poslance, da tehtno premislijo o svoji odločitvi glede podpore za zbiranje podpisov. Kot sem omenil, samo še 6 dni se zbira in kot je tudi predsednik omenil, številke so tudi jasne. Tako da to, tle bi pa je zaključil. Ne dajem nobenih vrednostnih sodb, samo pač povem to, kar sem jaz v teh parih dneh, kar je bilo zdaj, malo tudi raziskal, preiskal, se pogovoril, pogledal, tako da to. Hvala lepa. Drugače pa za kakšen pogovor, razjasnitev, z veseljem sem vedno na voljo. Hvala lepa. Ja, hvala. Torej, poslanec Jelenkar. Hvala za besedo. Poslanski klub Povezani je tudi tokrat proaktivno prispeval k spremljanju priprave pokojninske reforme. Že v času njenega oblikovanja smo pri našem drugem članu predsedstva ŠOS aktivno preverili, kakšen neposreden in pa posreden vpliv bo imela reforma na študentsko skupnost, saj smo redno v komunikaciji glede vseh pomembnih sistemskih sprememb, ki lahko vplivajo na položaj študentov. Ugotovili smo, da ŠOS sprva ni bil neposredno vključen v pripravo reforme, čeprav bi moral biti. Skozi nadaljne pogovore in pa pritiske na pristojne organe je bil dosežen dogovor, da je bila reforma pripravljena v sodelovanju s ŠOS-om, ki je imel priložnost podati svoje mnenje in pa zahteve znotraj procesa oblikovanja reforme. Ena ključnih pobud ŠOS-a je bila zahteva, da se študentsko delo ne upošteva v obdobje 5 najslabših let pri izračunu pokojninske osnove. Takšna rešitev je pomembna, saj preprečuje, da bi študentsko delo v prihodnosti negativno vplivalo na višino pokojnine. To odločitev pozdravljamo in pa podpiramo. Kljub temu pa se zavedamo, da vsaka reforma prinaša tudi določene pomanjkljivosti, zato se bomo poslanci kluba Povezani pri današnjem glasovanju vzdržali, saj želimo s tem izraziti tako podporo upoštevanja študentskih interesov, kot tudi odgovoren razmislek o dolgoročnih posledicah reforme. Hvala. Dajmo kratko, bi se v prvem krogu še kdo sam dal naprej, vemo, a bi se še kdo razpravljal v prvem krogu sam?
Predsedujoči, hvala za besedo. Sem Marcel Kličič in kot študent ekonomske fakultete bi povedal nekaj zadev na temo pokojninske reforme. Najprej, ko se sprejemajo odločitve za prihodnost, morajo biti te preučene z vidika splošne blaginje vseh posameznic in posameznikov. Nek ideal je, da se zagotovi blaginja za vse. Reforma je torej smiselna, ko je koristna za vse ali veliko večino in dolgoročno ne škodi posamezni skupini ljudi. Kar jaz vidim kot problematično pri trenutni pokojninski reformi za nas kot študentsko populacijo je, da če želimo študirati in zaključiti magistrski, nekateri pa še doktorski študij, bomo študij zagotovo končali po 25. letu. In v tem primeru se bomo lahko upokojili šele pri 67 letih. Pokojninska reforma, torej če gledamo študentsko populacijo, je izjemno slaba za tiste, ki se ne zaposlijo takoj po končani srednji šoli in vlagajo svoje znanje, se izobražujejo in se bodo zaradi tega zagotovo zaposlili kasneje. Kritični smo lahko tudi do tega, da se po novi reformi za izračun pokojnine za izračun pokojnine upošteva vseh 40 plač, ne pa najboljših 24, saj bo to najtežje prav za tiste, ki bodo na začetku kariere imeli nižje plače. Četudi je ŠOS kljub nevključevanju v dialog dosegal, da se v maso plač ne bo upoštevalo študentskega dela, kar se mi zdi izjemno pomemben dosežek, če pogledamo vse okoliščine priprave nove pokojninske reforme. Če se dotaknemo še trenutne situacije v državi, kjer postavk proračuna ne moremo spreminjati, se gre praktično za dilemo med podaljšanjem delovne dobe ali pa ponovnega in dodatnega obdavčevanja ljudi. Ne eno, ne drugo ni smiselno. Menim, da tukaj ne bi smelo iti za izbiro med reformo ali davki, ampak za pametnejšo in odgovornejšo državno politiko. Če se denar najde za stvari, kot so obrambni izdatki, bi se moral najti tudi primerna proračunska rešitev za boljše pokojnine brez dodatne obdavčitve ljudi ali podaljševanja delovne dobe. Hvala. Ker pa torej ugotavljam, da je bil prvi krog izčrpan, hkrati pa odpiram torej drug krog razprave. K besedi se je že javil poslanec Špindler. Imamo še kakšnega poslanca, ki bi na to temo rad kaj debatiral? Ne? Dobro, pa poslanca vam na besedi. Jakov Špindler, poslanski klub Glas. Bi mogoče sam repliko na par slišanih stvari. Prvič, zelo pohvalen ta zadnji govor. Mislim, da res zelo v redu opisal situacijo. Upam, da potem tudi se sicer glasuje za, da tudi šov se postavi tukaj na pravo stran. Ampak ja, rečeno je bilo, ne, da so tudi tle sindikati razdeljeni, ampak so razdeljeni, ampak kot je Maša pokazala, njihovo članstvo ni. Razdeljeni so pač sindikalni birokrati, ki so na vrhu te sindikalne hierarhije, medtem ko pa članstvo, dejanski delavci so zelo, zelo poenoteni po samih anketah sindikalne centrale, ki zdaj podpira uradno to reformo. Torej, kot je Maša rekla, 91% članstva ne podpira take reforme. In ja, še to, ne, da ŠOS je, lahko rečemo, ne, da se študentsko delo ne bo štelo v najslabša leta, temu ne bi ravno rekel dosežek te reforme, temu bi rekel, da se je preprečil še en škodljiv ukrep, ki bi bil možen pri tej reformi. Tako da se mislim, da ne gre pri tej reformi res to, da ne more biti vsaka reforma popolna. Ne, ta reforma je reforma, ki daje vse pomanjkljivosti trenutnega sistema na pleča delavcev. In primanjkuje sredstev za pokojnine, namesto da bi vložili še dodatne 3% BDP-ja, kot so to naredili s tleskom prsta za orožje in še več kot 3%, so pač rekli, ne, treba je zvišati upokojitveno starost. Namesto da bi zvišali stopnjo prispevka od delodajalcev, so rekli, ne, bomo zvišali obdobje za izračun pokojnin in s tem zmanjšali pokojnine za veliko večino. Hkrati so še poslabšali usklajevanje pokojnin, da se zdaj usklajujejo glede na inflacijo in ne glede na rast plač.
Tako da ja, spet jaz mislim, da je zelo, zelo osnovna stvar, da se bi šel tle postavil na stran ne proti pokojninski reformi, ampak na stran za ureditev referenduma okoli te teme. Še posebej, ker ja, to se tiče študentstva, ker se pri tem ne gre za medgeneracijski konflikt, ampak za razredni konflikt. Vsi bomo enkrat stari, ne bojo pa vsi rabili delati 2 leti dlje zaradi te reforme. Hvala. Okay. Zdaj jaz vam v bistvu, ker jaz o tej temi res ne vem nekaj veliko, pač bolj ne, kar malo slišim z medijev, pa pač gledam to, da ima to nek forum razprave, mogoče, ko vidim, da ste eni poslanci malo bolj izobraženi, kar se tega tiče. Mislim, kaj pa samo dejstvo, da recimo pač demografske spremembe so dejstvo, ne? Pač sej, brez da bi se karkoli opredelil vrednostno, ampak razumem tudi nekako drugo stran, razumem in stran, ki govori, da pač te spremembe ne bi smeli biti, ampak tudi nekako lahko se poistovetim tudi z drugo strano, glih to pač, kakšni so recimo argumenti. Ja, recimo pač vemo, da se bo razmerje glede delovno aktivnih in delovno neaktivnih se bo vedno bolj zmanjševalo. Že zdaj smo, se mi zdi, na 1,5:1, možno se motim, včasih bilo 3,1:1. Pač mislim, ja, čisto intuitivno se mi zdi, da pač neke spremembe na tem področju morajo biti. Mislim, se mi zdi, da po neki naravi stvari, se bojo, pač sam tako, pač nek odgovor. Ja, super vprašanje. Samo ministrstvo za delo je ravno tak izračun naredilo, koliko bi se rabil povišati izdatek, da bi se pokrila ta luknja zaradi staranja generacije. Mislim, da je razmerje zaposlenih na upokojenih, mislim, da bi padlo tam 1:3, zdaj je mislim, da na 1:4. In to bi bila seveda groza, kolaps družbe, zaradi tega, ker bi rabili 3% več vložiti v pokojninsko blagajno BDP-ja. To bi bil rezultat staranja družbe. Če ne bi sprejeli nobene reforme, bi rabili zaradi staranja družbe do leta 2050 vložiti nekaj čez 3% v pokojninsko blagajno. Teh procentov se pač nažalost očitno ne more najti, zaradi tega, ker so pač šli za izdatke Zveze NATO, ki se dviga na 5% proračun iz zahteve za izdatke svojih članic. Ampak spet, to sploh, če se ne bi sprejela ta reforma, bi bilo 3%. Teh 3% država ima, namenja jih sam za druge stvari, kot pač za svojo delovno populacijo. Lahko pa bi seveda dobili še od nekje drugod ta denar, namreč da bi zvišali prispevno stopnjo delodajalcev. Smo edina država v Evropi, ki ima prispevno stopnjo delodajalcev kot enkrat manjšo prispevni stopnji delavcev. Delavci vplačujemo nekaj čez 15%, v pokojninsko blagajno delodajalci 8%. Iz tega manjka, da bi recimo dali delodajalce enako na 15%, bi dobili skoraj 2 milijardi dodatnega denarja v pokojninsko blagajno. S tem bi se zafilale luknje še mnogo čez leta 2050. Tako da, ja, tako kot je rekel kolega iz Povezanih, če je vprašanje, ne moremo dati nobenega denarja za pokojnine, ja, potem logično, rabimo višati starost v nedogled, rabimo manjšati pokojnine, slabšati usklajevanje, ampak mislim, rabimo se ustaviti pri tistem najprej vprašanju. Mislim, denarja je veden več v družbi, bogatstva je veden več, zakaj ga rabimo mi imeti veden manj. Tudi če se in proizvede se veliko več, kot pa se ljudi stara. No. To, da se staramo, to, da dlje živimo, je pozitivna stvar, kar se mene tiče. No. Najlepša hvala tudi za odgovor. Tako da jaz predlagam, torej, če ni nobenega, ki bi razpravljal, da torej damo na glasovanje sklep, ki pa se ga glasi tako, kot ga je torej dala poslanka, tovarišica Maša Cvetežar. ŠOU v Ljubljani javno podpre prizadevanje delavske koalicije pri zbiranju podpisov za zakonodajni referendum o pokojninski reformi in na svoja socialna omrežja objavi poziv za oddajo podpisa. Torej, kdo je za predlagan sklep?
Kdo je, to je vprašaj, pozor? 24. Kdo je? 14, ne? 14. Okay. Kdo je vzdržan? Je kdo proti? No, ugotavljam, torej, to je bil navaden sklep, kar za sklep mora imeti sam torej večino opredeljenih, glede na to, da so se vzdržali, je pač sklep sprejet. Kar pomeni, da torej, ja, bo šel podprl oziroma na svojih socialnih omrežjih objavil poziv za oddajo podpisov. Torej, zdaj smo končali, zdaj smo pa na poslanskih pobudah in vprašanjih. Vsak? Ok, kar svoj. Luka Maretič, poslanski klub Glas. Eno je to že, ko smo se pogovarjali na zadnjem kolegiju, ko sem rekel ti na zadnjem kolegiju, pa sam zdaj bo mogoče še bolj relevantno, ker verjetno pričakujemo nadomestne volitve, če bi lahko se najdel ta poslovnik volilne komisije, ker ga ni na spletu, sem še enkrat preveril. Sam da vidimo, kako je, ker je bilo nekaj prepira po vprašanj glede snemanja sej volilne komisije, pa ja, glede na to, da če bojo, predvidevam, da bojo volitve nadomestne, pač bi bilo dobro, da se to uredi. Še eno vprašanje glede zavoda 365. Sam zdaj tako na spletnih omrežjih smo vsi opazili, da je zavod pač dela s polno paro, kar je super. Nas sam zanima, iz katere postavke proračuna se zagotovili tistih 30 000 evrov sredstev za začetek poslovanja zavoda, ker vsaj meni oziroma našem pač poslanskem klubu nam ni bilo najbolj jasno, ker pač pri zavodih tega ni, oziroma itak je pač strp proračun, pa sam, če se to lahko razjasnemo. To. Ok, hvala. Kar se tiče objav torej nekih notranjih aktov, najbolj da torej naslovite na torej resor za komuniciranje in razvoj, če se ne motim, bojo oni povedali... Torej, infomail pa, mislim, kar taki akti mora biti objavljeni, to je dejstvo, če obstajajo. Zdaj, kakor sem ti že povedal, jaz ne vem, obstaja ali ne, jaz se bolj kot ne na zbor študiram, kar se tiče notranjih aktov, ampak ja, to mora biti objavljen, tako da te naslovim na info@sov -leje.si. Ama je mogoče tukaj tudi predsednik volilne komisije, da bi odgovoril? Ne. A je kakšen član mogoče, ja? Ok, dobro. Nimam ok. Pa isto ostane. Kar se tiče pa, torej, glede vprašanja zavoda, imamo kakšnega... Bomo pisno odgovorili na poslansko vprašanje. Pisno na poslansko, ok, torej iz predsedstva so odgovorili, da bojo pisno, tako da naj se vpraša, pa se pa odgovori. Ima kdo še drug kakšno poslansko pobudo in vprašanje? Ne, superca. Potem gremo pa naprej na naslednjo točko, to je pa točka razno. Kakor smo danes videli, se mi da smo imeli vsaj za začetek eno lepo vsebinsko debato, jaz tudi upam, da bo poslanci tukaj se še malo bolj upogumali, pa da se bo malo bolj, da se bo mi malo bolj prosto razpravljali, kar se tiče nekih vsebinskih točk. Jaz bom nekako tudi, se bomo na naslednjem kolegiju zmenili, kako bomo v bistvu to nekako spodbujali. Že naprej smo videli, da je več različnih zornih kotov, kako bi to naslovili. Ena so tudi delovna telesa, tako da mogoče bom že zdaj povedal, ena tema, ki bi jaz zelo rad odprl, so nočni avtobusi, ampak bi predvsem bo nek angažma vseh poslanskih skupin, tako da mogoče, da se do kolegija že kar malo
malo mogoče v svojih vrstah pogledate, če imate koga, ki se s tem aktivno ukvarja, pa da bo mogoče vsaka skupina, zdaj, če bi recimo vsako sejo imeli neko vsebinsko resolucijo, katero pač poslanski klubi skupaj sestavimo, no, se mi zdi, da pač s nekim konsenzom že pri sami sestavi, pa skupaj na zboru še potrdimo. No. To je neka moja vizija, ker sem razmišljal, kako bi lahko to izboljšalo naše delovanje. Upam, da se tudi strinjate, da, kot sem rekel, bomo tudi še na kolegiju to predebatirali. To je mojih 5 centov pri točki razno, če ima pa še kdo karkoli, ki bi predebatiral na tej točki. Če ne, pa ugotavljam, torej, da je bilo ob 19:58, torej 4. redna seja študentskega zbora ŠOU v Ljubljani končana, oziroma imam pa v bistvu je še nekaj potrazno. Gledam to, da je danes prva redna seja v novem študijskem letu, sem naročil tudi nekaj hrane, da na hitro nekaj prigriznemo. Zdaj to ne bo neka pojedina, ne že zdaj povem, no, to bo zelo študentsko, bo Halo Pinki, hvala za fleksibilnost, da ste se hitro organizirali, nisem nič sponzoriran ali karkoli. Tako da res vse vabim, pa da še kakšno besedo rečemo na hitro, levo, desno, je to.